Resne dejavnosti so sestavni del predmetnikov vseh izobraževalnih programov. Namen je razbremeniti dijake od šolskega pouka, po drugi strani pa širiti in poglabljati splošno in posebno znanje. Odkrivajo in razvijajo svoje talente, odnos do okolja, soljudi in dela. Naučijo se tudi sprejemati odločitve in odgovornosti zanje. V srednji šoli izvedemo 2 športna dneva in kulturna dneva, 1 ekskurzijo in 5 projektnih dni. Predstavitev interesnih dejavnosti smo pripravili Niko Cankar, Zala Hriberšek in Tanja Prezan. Za vse dijake srednje šole športne dneve organiziramo 2-krat v šolskem letu, jeseni in pomladi. Pomembno je, da se športno-rekreativne aktivnosti, ki sodijo v nabor interesnih dejavnosti, ne izvajajo le v telovadnici. Mnoge je možno kvalitetno organizirati tudi v naravi. Organizacija je zahtevnejša, doprinos pa širši in bogatejši. Najbolj všeč mi je bil športni dan, ko smo se šolo odpravili na Stari grad, ker smo mogli iti po zahtevni poti, za katero smo mislili najprej, da jo mogoče ne bomo mogli premagati, ampak na koncu smo jo in v bistvu je najlepši občutek, ko prideš na cilj in veš, da si nekaj zase naredil in da si pač premagal neko oviro. Ja. Najbolj všeč mi je bil športni dan na Pokljuki. Šli smo na pohod na planino Konjščica. Tudi sama zelo rada hodim v hribe. Najbolj všeč mi je bil športni dan v okviru 3 zavodov, kjer sem aktivno sodeloval, igral sem ping-pong. Dejavnostmi na kulturnem področju srednje šole Cirius Kamnik izstopajo gledališki abonma za dijake v Cankarjevem domu ali v mestnem gledališču ljubljanskem v Ljubljani. Za manjše skupine dijakov in dijakinj ter seveda 2 kulturna dneva v šolskem letu. Ogled izbrane gledališke ali filmske predstave v gledališču, na primer v SNG Drama, SNG Opera in Kinodvor. Vodeni ogledi v različnih muzejih in galerijah, izpostavili bi Mestni muzej v Ljubljana in organizirane delavnice v Medobčinskem muzeju v Kamniku. Velik pomen ima obisk v Narodni galeriji. Bodi si vodeni ogled stalne zbirke ali posebne razstave, na primer Simbolizem ali pregledana razstava slikarke Ivane Kobilice. Vse to so pomembni deli izobraževanja. Kljub arhitekturnim oviram delavci in delavke Ciriusa skupaj z delavci kulturnih institucij zmorejo tovrstne izzive in nikoli noben dijak ali dijakinja ne ostane doma. Za kulturni praznik Slovenistični aktiv pripravi literarni natečaj za dijake in dijakinje ter proslavo s predstavitvijo najboljših besedil. Tudi v okoliščinah šolanja na daljavo smo imeli kulturni dan, tako da nam je Kinodvor v okviru svoje pedagoške dejavnosti posredoval ogled animiranih filmov Jagodni izbor preko platforme. Po ogledu so kot vedno sledili pogovori o gledanih vsebinah. Všeč sta mi bila 2 kulturna dneva, obisk Narodne galerije v Ljubljani in ogled baleta Tornulčica. V Narodno galerijo imam zelo rada, ker se naučim vedno nekaj novega. V naši šoli izvedemo celodnevno ekskurzijo maja za vse dijake srednje šole. Vsako leto gremo v drug konec Slovenije, na nekaj let pa potem traso ponovimo, seveda z nekaj spremembami. Upoštevamo vsa učna načela ekskurzije, še posebej je pomembno načelo psihofizičnih sposobnosti in potreb ter načelo varnosti. Dijaki pridobivajo široko in uporabno znanje, saj združujemo geografske, zgodovinske, biološke, sociološke in druge vsebine. S tem jih tudi vzgajamo in navajamo na samostojnost. Trudimo se, da je pot zanimiva in primerna ter prilagojena zanimanju dijakov.
Všeč mi je bila ekskurzija na Koroško, v okviru katere smo si lahko ogledali Mini Mundus in tam videli znamenitosti iz celega sveta. Najbolj všeč mi je bila ekskurzija na Štajersko, ker smo se peljali s splavom. Užival sem na ekskurziji v Benetke v okviru skupine PRP. V srednji šoli Ciriusa Kamnik imajo dijaki 5 projektnih dni. Na podlagi izkušenj 3 dni izvedemo skupaj v enem kosu, 2 dneva pa tekom šolskega leta. Učitelji pripravijo delavnice, v katerih se dijaki naučijo kaj novega, pridobivajo izkušnje ali nadgrajujejo svoje znanje. Poudarek je na socializaciji in medsebojni pomoči. Zanimivo je, da se dijaki vpisujejo v delavnice glede na svoj interes in ni nujno, da so med njimi prijateljske vezi. Skupina se mora med seboj spoznati, naučijo se prositi za pomoč oziroma pomoč nuditi drug drugemu. Še posebej je notranja povezanost posameznikov nujna takrat, ko dejavnost poteka več dni strnjeno izven ustanove. Takrat sta medsebojno sodelovanje in pomoč nujno potrebna. V skupinah je od 5 do največ 12 dijakov. Na projektnih dnevih sem bila v Bohinju, tam smo bili 3 dni, pa najbolj všeč mi je bilo to, ko smo šli v bazen. Na projektnih dnevih sem se učil osnovo francoščine. Vse dejavnosti pripravimo profesorji srednje šole, njihova izvedba pa je mogoča zaradi medsebojnega sodelovanja vseh zaposlenih v Ciriusu. Pridružite se nam v srednji šoli Ciriusa Kamnik.